Lampičevi mali kristalni globus in bron na svetovnem prvenstvu. 100 000 evrov razdeljenih po volji občanov. Komunalni prispevek po novem. Na dopisni seji enkrat ja in enkrat ne. Nered na Eko otokih. Lipa Vilič še vedno stoji. Lepo pozdravljeni. Nocojšnjo oddajo pričenjamo z izjemno novico. Tik pred začetkom letošnjega vrhunca sezone v smučarskih tekih nordijskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu, na katerem je bila danes na sporedu že preizkušnja v šprintu v prosti tehniki, je prišla odlična novica za slovenski tabor. Pri Mednarodni smučarski zvezi so namreč odločili, da šprinterskih tekem, ki bi morale v marcu potekati na Norveškem, a so zaradi pandemije COVID-19 vsa tekmovanja tam pred dnevi odpovedali, ne bodo nadomeščali. Tako je postalo jasno, da je valburška smučarska tekačica Anamarija Lampič že osvojila mali kristalni globus. Sedaj je tudi uradno prva šprinterka sveta, pa je danes na svetovnem prvenstvu poskrbela za nov odmevni rezultat. Bron je bil njen. Mednarodna smučarska zveza je v torek zvečer sporočila, da šprintov, ki bi morali potekati na Norveškem, kjer so do nadaljnjega odpovedali vsa športna tekmovanja, ne bodo nadomeščali. Novica je najbolj razveselila našo smučarsko tekačico Anamarijo Lampič, nosilko rdeče majice v šprinterskem seštevku, ki je tako po odločitvi FISE že zmagovalka šprinterskega seštevka sezone in malega kristalnega globusa. To je prvi kristalni globus v karieri 25-letne šampionke iz Valburge. Lampičeva mu je bila blizu že v lanskem tekmovalnem obdobju, ki se je zaradi novega koronavirusa prav tako predčasno končalo. Na koncu pa je zasedla 3. mesto. Letos je Lampičeva na 7 šprinterskih preizkušnjah svetovnega pokala 4-krat tekla v finalu in 4-krat stala na stopničkah, 3-krat pa se je prebila do polfinala. Na šprinterskem računu te sezone ima tako 402 točki, najbližja zasledovalka, Švicarka Nadine Fendrich, pa 296. Prav danes pa sta z bratom Janezom Lampičem pričela s tekmami svetovnega prvenstva v Oberstdorfu. Na uvodni šprinterski preizkušnji v klasični tehniki je Anamarija upravičila visoke cilje in napovedi pred prvenstvom in osvojila svojo prvo posamično medaljo svetovnih prvenstev in po 10 letih tudi prvo posamično za slovensko nordijsko smučanje. V finalu je po izjemnem ciljnem šprintu osvojila bron, le 300 sekunde pa so jo na ciljni črti ločile celo od srebra. Zlata se je veselila Švedinja Jona Sundling, druga pa je bila Norvežanka Majken Kaspersen Fala. Zadovoljna, ponosna na serviserje, ker so imela res zelo dobre smučke in vem, da so se matrali celo sezono, ni to, kaj jaz. Sploh pa danes še posebej in ja, mislim, da to sam potrditev, da sem ena izmed boljših šprinterk in to je to. Janez Lampič je obstal že v kvalifikacijah, kjer je osvojil 55. čas. Kot zadnji zmagovalki tekme svetovnega pokala Anamarija Lampič in Eva Urevc velike upe polagata tudi v nedeljski ekipni šprint. Danes bomo sigurno en šampanjec odprli, da malo proslavimo. In ja, poje nazaj, jutri že na trening, naprej testirati in fokus na nedeljo. Spomnimo, pred 2 letoma je Anamarija v tej disciplini osvojila srebrno medaljo skupaj s Katjo Višnar. Tudi naša občina je zakorakala v oranžno. Skupaj nas je COVID-19 prebolelo ali pa ga še preboleva 1396 oziroma 8,32% vseh občanov, kar nas uvršča malo pod slovensko povprečje. Najhujše doslej je bilo v obdobju od konca oktobra do konca novembra, ko je bilo povprečno na dan 14 novo okuženih. Statistiko jesensko-zimskega vala epidemije je tokrat podal Gregor Gomboši, član civilne zaščite občine Medvode, zadolžen za načrtovanje. V Medvodah smo načrt zaščite in reševanja ob epidemiji nalezljive bolezni pri ljudeh dobili uradno sredi oktobra, tik pred jesensko-zimsko epidemijo. Pripravljen in v praksi uporabljen pa je bil že v prvem valu epidemije. Razlika med obema deloma epidemije, spomladanskim in zimsko-jesenskim, sta očitna v količini vsega, tudi v količini trajanja. To opažamo tudi po številu aktiviranih dni, ko deluje štab civilne zaščite, kjer računamo, da do konca epidemije, skladno z vladnim odlokom, je podaljšana nekje do 18. marca, bi bil štab aktiviran v tem letu dni kar 295 dni.
Povečale so se količine seveda okuženih. V spomladanskem delu vemo, da jih je bilo v občini 7. Do današnjega dne je teh občanov 1396. Tako da dejansko je glavna razlika v komplet širitvi odziva na nesrečo, ki se nam je zgodila. Najprej pa nekaj kronologije. S 1. septembrom smo dobili tudi uradno potrjenega prvega okuženega občana s COVID-19 po spomladanski epidemiji. 6. septembra pa je koronavirus vdrl tudi v šolske prostore, najprej k četrtošolcem osnovne šole Preska, dobrih 10 dni kasneje pa še v osnovno šolo Smlednik. V začetku oktobra je občina Medvode javnosti na novinarski konferenci predstavila akcijo brezplačnega cepljenja proti gripi vseh občanov, ki bi to seveda želeli in jim ta storitev ne pripada brezplačno. Namen akcije je bil preprečiti hkratne zaplete zaradi COVID-19 in sezonske gripe. 17. oktobra so morali gostinski obrati spet prvi, tako rekoč čez noč, zapreti svoja vrata. Izjema, dostava hrane na dom ali prevzem hrane. 2 dni kasneje je vlada Republike Slovenije ponovno razglasila epidemijo in uvedla številne ukrepe. Občina Medvode pa je ponovno aktivirala številko za interventno oskrbo občanov v karanteni ali samoizolaciji in starejših ter ranljivih skupin občanov. V prvih dneh novembra se je občina Medvode znašla na seznamu tistih, ki so zabeležile smrt bolnika obolelega s COVID-19. V zdravstvenem domu Medvode pa je začela delovati COVID ambulanta, ki skrbi za spremljanje obolelih oseb. V začetku decembra je koronavirus z velikimi koraki vstopil tudi v center za starejše občane Medvode in se hitro širil med stanovalci in osebjem. Občina Medvode je pozvala občane, da kot prostovoljci pomagajo osebju pri oskrbi starejših, predvsem hranjenju. Konec decembra se je situacija umirila. Sledila so prva cepljenja. Po novem letu se je v preddverju Kulturnega doma Medvode vzpostavila točka za brezplačno prostovoljno testiranje z antigenskimi testi. 26. januarja so se v vrtce vrnili vsi otroci, ne le tisti, ki so varstvo nujno potrebovali, v povprečju je bilo takih 136 otrok dnevno, v šole pa so se vrnili tudi učenci prve triade. 15. februarja so se v šole vrnili še vsi ostali učenci. Ta dan je tudi prenehal veljati ukrep omejitve gibanja na regije in občine. Prišli smo v oranžno fazo. Trenutne številke oziroma ocena stanja, ki jo dnevno pripravljamo za nivo naše občine, govorijo o tem, da se širjenje bolezni oziroma okuženih oseb, v katerem se prav spremljamo, širjenje se je zaustavilo. Če pogledamo, da je bilo povprečno na dan v mesecu decembru 10 okuženih, jih imamo danes 6 oziroma 7 v 14 dnev, odvisno v 7 ali 14 dnevni obdobju. Tako da lahko rečemo, da se epidemija se je zaustavila v smislu širjenja. Ali bo šla na boljše ali bo šla na slabše, bodo pokazali naslednji tedni, ko se vrnejo vsi iz počitnic. Odvisno bo, kaj bodo prinesli ukrepi sproščanja v oranžni fazi. V povprečju je kar 151 oseb sodelovalo v neposrednem odzivu na drugi val epidemije. Največ seveda v zdravstvenem domu Medvode in vrtcu Medvode. Poleg obvladovanja števila okuženih, preprečevanja širjenja okužb, identifikacije žarišč in pravočasnega ukrepanja in nemotenega delovanja javnih služb, so si v civilni zaščiti Medvode za cilj zadali tudi, da občanom omogočajo ob upoštevanju ukrepov čim bolj nemoteno delo in življenje. V celotnem obdobju druge epidemije doslej je center interventne oskrbe opravil že 72 nakupov v trgovinah in lekarnah, bodisi za starejše, obolele ali osebe v samoizolaciji. Poskrbeli pa so tudi za številne tople obroke. V jesensko-zimskem delu epidemije smo zagotovili 2886 obrokov, ki jih je zagotovil naš center interventne oskrbe oziroma kuhinja vrtca Medvode, ki je vključena v sistem zaščite in reševanja s to nalogo. To so predvsem starostniki, tisti oboleli z covidom. Veliko je bilo pa tudi malic in pa toplih obrokov za dijake, šolarje, ki niso imeli v šoli, se pravi, toplega obroka zaradi zaprtja šol in so bili upravičeni do
nekakšnega socialnega nadomestila oziroma zagotovitve toplega obroka. Medtem ko je civilna zaščita s pomočjo donatorjev v prvem valu epidemije družinam posredovala 24 računalnikov s pripadajočo opremo za izvajanje nemotenega pouka na daljavo, pa je v drugem valu skrbela predvsem za preprečevanje širjenja okužb in za varno vračanje nazaj v šolske prostore. Bila naša naloga spremljanje okužb in potem, ko je bilo vračanje nazaj, je bila naša naloga skupaj z zdravstvenim domom, da zagotovimo varno vračilo zaposlenih na delovna mesta. Moram poudariti in pohvaliti vse ravnatelje in pa direktorico vrtca oziroma ravnateljico, da so zelo odgovorno pristopili k načrtovanju izvajanja testiranja, vse učitelje in vzgojitelje, da so se zavedali resnosti, se pravi tega, da je potrebno stopiti v šolsko okolje zdrav. Že sicer je vzpostavljen sistem vsakodnevnega poročanja o dogajanju v javnih zavodih. In poročajo seveda o težavah, da v vzpostavitvi nekaterih ukrepov, predvsem kar se razdalje tiče fizičnih omejitev, delajo pa vse, da to zagotovijo. Se pravi, poskušajo zagotavljati varne mehurčke, poskušajo zagotavljati razdalje in vse splošne ukrepe v zvezi, se pravi, za obvladovanje širjenja epidemije. Tako govorimo tudi o, se pravi, maskah, o razkuževanju rok, tako da ocenjujemo, da svoje delo upravljamo z maksimalno efektom, kolikor se pač le da, glede na prostorsko omejitev. Gomboši ocenjuje, da sta hitro testiranje in cepljenje učinkovita mehanizma za obvladovanje epidemije nalezljive bolezni. Doslej je bilo v organizaciji civilne zaščite in zdravstvenega doma Medvode opravljenih 4181 hitrih testov. Od tega je bilo 111 oziroma 2,7% testov pozitivnih. Mi ocenjujemo, da so te testi zanesljivi in da so pripomogli k temu, da pravočasno zajezimo nova žarišča in da jih nekako odkrijemo. Predvsem se je to zelo dobro pokazalo v primeru šol in pa primeru vrtcev, ko učitelji, vzgojitelji, ki bi bili slučajno ali so bili pozitivni, niso nastopili šole oziroma svoje službe v šoli in smo s tem zmanjšali možnost širjenja okužbe. Kar se tiče cepljenja, ocenjujemo, da poteka skladno z nacionalno strategijo cepljenja. Smo, se pravi, v redni kontaktu in sodelovanju za obe dve zadevi, se pravi testiranje in cepljenje zdravstvenim domom. In obe dve pač potekata po naši oceni zelo v redu. Zdaj, cepljenje je pa odvisno od števila količine cepiva, ki ga prejmejo. Mi bi si želeli, da je tega več, ampak pač tle nismo odvisni od sebe. Gomboši ocenjuje, da so bili cilji, ki so si jih v civilni zaščiti Medvode zadali, tudi doseženi. Katerega izmed ukrepov smo se Medvoščani najtežje držali oziroma se ga mogoče še vedno najtežje držimo? Jaz mislim, da Medvoščani nismo ali pa niso nobena izjema glede na vse ostalo. Vemo, kaj je človeku najbližje, to je socialna bližina, dogodki. To so stvari, ki jih verjetno ljudje najbolj pogrešamo, tako da bi to ocenil, da je eden izmed teh manjkajočih členov našega življenja, ki pa zagotovo bo v prihodnje spet stopil nazaj v naš vsakdan. O napovedi uvedbe participativnega proračuna, pri katerem boste o delu porabe javnih sredstev lahko odločali občani, smo že poročali, saj je občinska uprava koncept najprej predstavila članom svetov krajevnih skupnosti. Od njih so namreč želeli predvsem potrditev predlaganih območij in morebitne pripombe na predlagano uvedbo. Sedaj pa so sistem participativnega proračuna predstavili še članom občinskega sveta, ki bodo na koncu tudi potrjevali sklep. Obenem pa bodo tako imenovani ambasadorji, kar pomeni, da bodo ljudi vzpodbujali k sodelovanju. Pričakujejo, da bo ta novost, ki se sicer že izvaja v številnih slovenskih občinah, ljudi vzpodbudila k povezovanju in k aktivnemu sodelovanju ter tudi k novim idejam, ki bodo obogatile naš kraj.
Ker gre za novost v medvoškem občinskem proračunu, je predstavitev namena participativnega proračuna in načina, kako se bo izvajal, seveda zelo pomembna. Člani občinskega sveta bodo tisti, na katere bodo občani naslavljali vprašanja in prosili za pojasnila. Njihova vloga pa bo tudi vzpodbujati občane k podajanju predlogov in sodelovanju pri glasovanju za projekte, ki bodo lahko sofinancirani v okviru participativnega proračuna. Zato so jih poimenovali kar ambasadorji participativnega proračuna. To pomeni, da s to informacijo, s temi informacijami, ki so jih prejeli danes, pa s tistimi, ki jih še bodo, pa s sklepom, ki ga bodo, upam, da potrdili na naslednji seji občinskega sveta, bodo imeli neko bazo znanja in bodo pravzaprav to znanje lahko delili naprej občanom in jih spodbujali, da vse tiste ideje, s katerimi mogoče se kdaj obračajo tudi nanje, pa so uspešni ali pa niso uspešni, da jih skušajo uresničiti tudi skozi participativni proračun. Ampak participativni proračun je projekt najširše demokracije, kar pomeni, da je projekt, ki je narejen za ljudi in ki ga bodo skupaj z glasovanjem potem izvajali ljudje. Občane bodo torej povabili, da aktivno sodelujejo pri predlaganju projektov, ki si jih želijo na območju, kjer živijo, v svoje ideje pa potem prepričajo še sokrajane, ki bodo glasovali za tisti projekt. Izglasovane predloge pa bo občinska uprava na to tudi realizirala. Ja, participativni proračun je relativno nov projekt, nov prijem, če lahko temu tako rečemo. Verjamem, da v Medvodah ga pa apliciramo predvsem zato, ker vidimo v njem priložnost, da se aktivirajo ljudje iz tistih sredin, ki mogoče niso tradicionalno vpeti v delovanje krajevnih skupnosti, občine. Pa tudi zato, ker participativni proračun daje eno tako zelo unikatno možnost, da se realizirajo projekti, ki so za naše občane zelo pomembni iz vidika vsakodnevnega življenja ali pa z vidika doživljanja prostora, v katerem živijo. Pa mogoče jih kot občina včasih tudi malo zanemarimo, zato ker smo kar nekoliko bolj fokusirani na projekte, ki so večjih vrednosti, ki mogoče dajo večjo dodano vrednost na neki komunalni infrastrukturi, družbeni infrastrukturi. No. V obdobju epidemije koronavirusa, ko smo še nekoliko bolj pasivni, torej poskušajo povečati participacijo ljudi v skupnosti in po drugi strani dajo možnost, da se izvedejo tudi projekti, ki morebiti sicer niti ne bi prišli na vrsto, si jih pa občani želijo. Mene osebno najbolj navdušuje že sama ta ideja, da občani sami predlagajo, sami izglasujejo, kateri projekti se jim zdijo najbolj pomembni in so tudi vključeni v samo izvajanje, ker družba postaja vse bolj apatična, vse manj se vključujemo v svoje skupnosti, vse bolj te postajajo spalna naselja in ravno participativni proračun upamo, da bo tudi v Medvodah zbudil našo skupnost in spodbudil sodelovanje občanov. V Sloveniji je 26 občin, ki so projekt že izpeljale in tudi na primeru teh občin bo medvoška občinska uprava pripravila prvo izvedbo našega projekta, ki ga bodo poimenovali Sodeluj in glasuj. Prva faza naša je bila analiza drugih primerov dobrih praks in priprava njega osnutka projekta za našo občino. Obstaja tudi raziskovalno poročilo, obstajajo strokovna gradiva iz tujine, tako da iz tam smo črpali. Nekaj se pa tudi zanašamo na sodelavce zunanje, ki imajo že izkušnje s tem projektom. Glede na številna vprašanja občinskih svetnikov, ki so jih zastavili na tokratni predstavitvi in so se nanašala predvsem na nekoliko težje razumevanje tega, da bo šlo pri projektih, ki bodo izglasovani v okviru participativnega proračuna, izključno za voljo krajanov posameznega območja in če bodo ti želeli, kot se je slikovito izrazil župan, v naselju zasaditi bananovce, tako pač bo. Bodo potrebne številne predstavitve, pojasnila in promocija projekta. Zagotovo se bomo v tem prvem ciklu vsi skupaj učili in verjetno bomo v naslednjih ciklih že veliko bolj vešči tega projekta in bomo znali pripravljati boljše projekte, tako da največ zagat bo v komunikaciji z občani, v tem, da občanom predstavimo, kaj ta projekt pravzaprav sploh je in kako lahko oni dodajo košček v ta mozaik. Seveda pa v glasovanje ne bo vključen prav vsak projekt. Izpolniti bo namreč moral kar nekaj pogojev, na primer ustrezno lastništvo zemljišč, področje mora biti v občinski pristojnosti ter izvedba projekta v javnem interesu. Vrednost pa med 3.000 in največ 20.000 evri. Tako da tukaj apeliramo na ljudi, da mogoče bolj kot v asfalt in te čist
osnovno komunalo gledajo v projekte, ki so njim pomembni, se pravi, ki pomembno prispevajo k vsakodnevnem doživljanju prostora, v katerem živiš. Mogoče bo to za nekoga, kako se pripelje v vas, v kateri živi, pa tam že nekaj časa opaža, da je en poljavni prostor zanemarjen, pa bi ga mogoče s kakšno klopco, s kakšnim pitnikom lahko uživili. Po drugi strani bojo mogoče sredine, ki so nekoliko bolj aktivne, starejši, ugotovili, da obstajajo neki prostori, kjer bi se želeli družiti. Ogromno je enih projektov povezanih s športom, z otroškimi igrišči, vsaj tisto, kar smo pregledovali po drugih občinah. Tako da ideje ljudi, po mojem, so veliko bolj drzne, veliko bolj široke, kakor si mi to sploh znamo predstavljati. Predloge projektov bodo pregledali občinski uslužbenci, vendar zgolj z vidika izpolnjevanja pogojev. Ne bodo pa sodili o sami smiselnosti predlaganega. Prav tako bodo občinski uslužbenci na to poskrbeli za realizacijo projektov, tako kot skrbijo tudi za realizacije projektov, ki jih predlagajo krajevne skupnosti in občinski svet. Bojazni, da občani ne bodo poslali predlogov, pa na občini nimajo. Ja, jaz ne podcenjujem naših občanov. Jaz sem prepričan, da je teh sredin, ki imajo ideje, ki imajo predloge, ki imajo tudi to znanje, ali pa predvsem ni to tukaj pomembno znanje, kot je na volja, da bodo te predloge najprej predlagali, jih znali tudi pravilno ovrednotiti in da jih bojo potem tudi njihovi sokrajani prepoznali. Tako da jaz se bom pustil presenetiti in recimo, da sem v uni skupini, ki verjame, da bo predlogov ogromno in da bo delo izbire tistih, ki pač izpolnjujejo vse te pogoje, težko in zahtevno, ampak zato bo pa potem toliko bolj veselo, ko se bomo o tem odločali. In še enkrat na kratko. Pri participativnem proračunu boste občani sami predlagali projekte v vrednosti med 3.000 in največ 20.000 evri, za katere želite, da bi se izvedli v vašem kraju. Če bo vaš predlog izpolnjeval pogoje, bo uvrščen na glasovanje na spletni strani medvoškega participativnega proračuna. Svoj glas za predloge bodo lahko prispevali vsi krajani stari 15 let in več z območja, kamor bo vaš kraj uvrščen. Če ste na primer doma iz Sore, bodo o vašem predlogu glasovali krajani krajevne skupnosti Sora. Izglasovane projekte pa bo nato realizirala občinska uprava. Za leto 2021 je namenjenih 100.000 evrov, ki bodo razporejeni po ključu glede na število prebivalcev, velikosti območja in števila naselij v območju. Za prihodnje leto pa bo projektom participativnega proračuna namenjenih 200.000 evrov. Vse potrebne informacije bo občinska uprava predstavljala tako preko medijev kot preko spletnih strani. Do takrat pa imate čas, da si pogledate projekte, ki jih izvajajo v drugih občinah in preverite, če imate kakšne ideje, ki bodo morebiti prišle v poštev in obogatile kraj, kjer živite. O končni vsebini proračunskih dokumentov bodo svetniki odločali na marčevski seji. Letošnji proračun je sicer težak 20,5 milijona, saj bo vanj iz lanskega leta prenesenih več kot 2 milijona evrov. Največji prihodek občine, dobrih 10 milijonov evrov, predstavlja dohodnina. Drugi največji prihodek, na katerega ima občina sama tudi največji vpliv, je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in ta je načrtovan v višini 1.925.000 evrov. Na zadnji redni seji sveta so občinski svetniki sprejeli z enim glasom proti sicer tudi osnutek novega odloka za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju naše občine. Komunalni prispevek pa je, poleg nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, drugi najpomembnejši lastni vir financiranja občine. Osnova za njegovo odmero je sicer državna zakonodaja in pravilnik, vendar ima občina na njegovo višino vendarle dokaj velik vpliv. In zakaj po dobrih 2 letih občina Medvode sploh potrebuje nov odlok? Ker je sredi leta 2018 začel veljati zakon o urejanju prostora, marca 2019 pa še uredba. Nov odlok mora občina sprejeti do konca marca oziroma do končnega roka, ki se zaradi koronavirusa menda zamika, zato da bo lahko komunalni prispevek obračunala glede na dejanski strošek komunalne opreme in ne na osnovi povprečnih stroškov, kot jih določa državni pravilnik. S tem pa bi bil izplen iz tega naslova pol nižji kot doslej. Nov odlok pa potrebuje tudi, če hoče sklepati pogodbe o opremljanju s potencialnimi investitorji oziroma če želi odmerjati komunalni prispevek za načrtovano novo komunalno opremo.
Pripravljalec tudi tega odloka je podjetje Lokus. Osnutek pa je na seji sveta predstavil Uroš Košir, stari znanec, ko se obravnava tovrstne odloke. In že na tej točki je imel svetnik Tomaž Kurat, ki se je oglasil po 6 molčečih sejah, prve zadržke. Kdo je pripravil ta odlok in ceno odloka? Kdo ga je pripravil, recimo, da vem. Ampak koliko ste plačali za to? Ker ga občinska uprava, koliko vas je? Tamle sem bral v proračunu, da vas je okrog 30 komadov, ne znate odloka narediti. Zakaj vas je pol 30? Ne? Župan je odgovoril z vprašanjem, ki ga je namenil pripravljavcu odloka. A ste vi tudi v Škofji Loki pripravljali? Ja, to ne razumem. Škofja Loka ima 45 zaposlenih, pa so tako nesposobni, da jim vi pripravljate. To je tudi neverjetno. Pa zdaj greste v Lukovico. Ja, tam jih je pa manj, pa tudi vi pripravljate. To je tudi neverjetno. Da se to kar ne znajdejo same občine, pa kar malo v sredo, ker so popoldne na šišče, spišejo odlok. In če se vrnemo k samemu odloku, kdo je sicer zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, razen novograditeljev? Ponovno se mu obračuna komunalni prispevek samo v primeru dograditve, spremembe namembnosti v bolj obremenjeno, ali če bi bilo naselje, recimo v naselju zgrajena neka nova komunalna oprema, ki do sedaj tak objekt ni imel, recimo to je lep primer je v Pirničah kanalizacija, ko se bo po uradni dolžnosti odmeril komunalni prispevek samo za kanalizacijo. Kaj sicer vpliva na višino odmere komunalnega prispevka? Stroški, ki jih je občina imela z obstoječo komunalno opremo, kamor sodijo ceste, vodovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki in javne površine, plinovod pač ne, ker ne sodi med obvezno opremo. Na odmero pa seveda vpliva še površina gradbene parcele oziroma objekta v razmerju 30:70 in njegova namembnost. V povprečju bo komunalni prispevek po novem odloku za odstotek višji, razen v primeru gradnje kmetijskih objektov, ko bo skorajda za 30% nižji. Nekako smo sledili temu, da povišanje samega komunalnega prispevka ne bi bilo. Seveda smo rekli, za kakšen odstotek bi vseeno šlo mogoče malenkost zgolj, predvsem iz razloga, da od sedaj naprej ni več indeksacije cen, tako da ta znesek bo do naslednje spremembe odloka tudi veljal. Do sedaj pa občina imela možnost vsako leto indeksirati cene in so šle vsako leto skladno z rastjo indeksov navzgor. Izračun komunalnega prispevka za enostanovanjsko hišo na gradbeni parceli veliki 500 kvadratov in z bruto stanovanjsko površino 180 kvadratov, ki naj bi bil po novem nekaj manj kot 11.000 evrov, kaže, da je občina Medvode v primerjavi z 8 izbranimi občinami nekje v povprečju. Nižji komunalni prispevek imajo v Šenčurju, Škofji Loki in Kamniku, primerljivega v Radovljici in Jesenicah in višjega v Kranju, Domžalah in Grosuplju. Podobno velja tudi za poslovne objekte, medtem ko ima za gradnjo kmetijskega objekta nižji komunalni prispevek predvidena le sosednja občina Škofja Loka. 10% popust je namreč predviden za gradnjo industrijskih in skladiščnih objektov in kar 50% za gradnjo kmetijskih objektov. 100% popust pa je predviden pri gradnji neprofitnih stanovanj ali objektov, ki so v javnem interesu in v lasti občine, in za gradnjo gasilskih domov. Komunalni prispevek se ne odmeri tudi v primeru nadomestne gradnje objekta v enakem obsegu in z enakim namenom. In zakaj po dobrih 2 letih občina Medvode sploh potrebuje nov odlok? Sicer res, da je Ministrstvo za okolje in prostor podalo predlog na vlado, da se ta rok podaljša zaradi vsem znanih ukrepov na konec septembra, vendar ta še ni bila obravnavana in bo šele v PKP 9 obravnavana, tako da še ne vemo, ali bo to tudi sprejeto ali ne bo sprejeto, tako da ta rok trenutno še obstaja. Nov odlok mora občina sprejeti do konca marca oziroma do končnega roka, predvsem zato, da bo lahko komunalni prispevek obračunala glede na dejanski strošek komunalne opreme in ne na osnovi povprečnih stroškov, kot jih določa državni pravilnik. S tem pa bi bil izplen iz tega naslova pol nižji kot doslej. Da to ne bi bilo nič narobe, je spet menil Tomaž Kurat, ki je edini tudi glasoval proti osnutku odloka. Če sem jaz prav razumel, če tega odloka ne bi bilo 60% manj dohodkov občine Medvode. Ampak to ne pomeni kakšne katastrofe. Ne? To pomeni, da bi ljudem toliko več ostalo. Pričemer vam je pripravljavec lepo povedal, da sta novo zakonodajo se zadeve v bodoče ne bodo indeksirale. To pomeni, da po moje oceni bomo že drugo leto, se pravi, na isti številki oziroma na istem, kot smo zdaj. Pozabili ste seveda v vaši vnemi povedati,
da za kmetijske objekte znižujemo pa skoraj za 28% obdavčitev, ne? Oziroma obdavčitev odmero komunalnega prispevka. Pa je država rekla, da mora biti taka cena komunalnega prispevka v Medvodah. Se ima vsaka občina svoje. Se zato pa sprejemamo odlok. Če bi vam država kaj naložila, država se je razbremenila in vas kos razbremenjuje. Vi pa povečujete, ne? Vi pa zapenjate s temi odloki. Zdaj primerja druge občine, ja. Ljubljane pa Medvod ne moramo primerjati, ne? Ker za Medvode še noben ni rekel, da so najlepše na svetu, za Ljubljano je pa že kdo. V naši občini, če slučajno kdo ni opazil, se je v zadnjih letih izredno veliko investiralo v infrastrukturo, se pravi v investicije, v ceste, v vodovode, v kanalizacijo. Menda ste opazili, a ne, ker to predvsem v Pirančah in na tem območju, kjer se je to vse na novo obnovilo. Takih nimajo na Madagaskarju cest, kakršne imamo mi tamle dol, pod mostom. In tam se moram jaz voziti. Ali pa hoditi. Pa dobro, hoditi, če gre, ampak voziti se je pa res katastrofa. Ne? Se vam je smešen, ne, meni pa ni. Ker meni je vseeno, če pol Smlednika pod vodo, ampak tamle mi pa ni vseeno. Da izjavi na seji občinskega sveta, da ima čisto vselih, da je pol Smlednika pod vodo. Jaz mislim, da tako želitev, pa dejansko, kolegi svetniki, mislim, da pa moramo obsoditi, ker ta zadeva gre pa že preko vseh meja. Špenko opravičila strani Kuralta sicer ni prejel, je pa dobil sledeče pojasnilo ob naslednji točki, ko je razpravljal o pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta in posledično tudi o spremenjenem odloku o višini plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev. Poleg tega me moti v odloku, da ni nikjer napisano, da ne vem, bi lahko ta sredstva občinski svetnik doniral, jaz bi jih doniral. Društvu upokojencev Smlednik, recimo, ne? Ker jaz jih ne rabim, pa oni jih pa verjetno rabijo, da bi lahko kupili vreče. Da so sejnine previsoke, da materialnih stroškov za delo svetniških skupin ni potrebno pokriti, čeprav je prav njegova svetniška skupina dobila sredstva za nakup mobilnika, je bilo bistvo njegove razprave. Skratka, tovrstne pobude, če je bilo mišljeno resno, bi moral Kuralt podati bistveno prej, že ob obravnavi osnutka in ne šele ob predlogu. Ja, ta odlok je pa verjetno pripravila občinska uprava, ali kako? Kaj je čisto enostaven. A ste tudi to mogli zunanje? A ne veste? Gospod Kuralt, pol vam bom odgovarjal, ko te zaključil z razpravo. Ne, to je pomembno za mojo razpravo. Sam rečete, no, da ste občinska uprava. Mislim, da smo že enkrat imeli to debato, da vi mogoče malo preveč filme gledate, ampak to ni hollywoodski film navzkrižnega zasliševanja pred sodiščem, to ni raztresen na Eli, ampak je to pač seja občinskega sveta, kjer vi razpravljate in mi vam odgovarjamo. In to je to, hvala. Ker jaz ameriških filmov ne gledam. Po našem vedenju se Tomaž Kuralt še nobene sejnine ni odpovedal, čeprav na sejah sploh ni sodeloval, niti glasoval ali pa jih je zapuščal še pred uradnim koncem. Niti ko so te potekale preko videokonference, ko se ga ni niti videlo, niti slišalo. Občinski svetniki pa so se ta konec tedna ponovno sestali, tudi Kuralt. Tokrat na 4. dopisni seji. Od petka pa do 13. ure v nedeljo so lahko glasovali preko elektronske pošte o spremembi načrta razvojnih programov od leta 2020 do leta 2024 in podali mnenje k kandidaturi Primoža Jurmana za ponovnega ravnatelja osnovne šole Preska. Spremembo načrta razvojnih programov so potrdili, pozitivnega mnenja pa niso dali. Ministrstvo za kulturo je 12. februarja objavilo javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti. Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 12. marca. In ker torej velja, da kdor prej pride, prej melje, so morali občinski svetniki na dopisni seji na hitro potrditi spremembo v načrtu razvojnih programov 2020-2023, ki velja vse dokler ne sprejmejo novega. Vanj so morali vključiti celotno vrednost projekta v višini 380 000 evrov, kolikor naj bi bilo potrebno za sanacijo kulturnega doma Medvode. Projekt je sicer razdeljen na 3 sklope, izvedbo gradbenih del za preureditev kulturnega doma s pododarjem in skladiščem, izvedbo energetske sanacije in nakup tehnične opreme. Če bo občina uspešna s kandidaturo, si lahko obeta sofinanciranje v višini do 80% upravičenih stroškov. Računajo na dobrih 251 000 evrov.
Kot rečeno, občinski svetniki niso dali pozitivnega mnenja k ponovni kandidaturi Primoža Jurmana za ravnatelja Osnovne šole Preska. 4 člani občinskega sveta niso glasovali, 6 članov je glasovalo za in kar 10 proti. Med njimi tudi Stanislav Maran, ki je hkrati predstavnik občine v svetu Osnovne šole Preska in tudi član občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Slednja je občinskim svetnikom za odločanje dala zanimivo popotnico. 2 člana komisije sta se iz glasovanja izločila, en je glasoval proti, ostali pa sploh niso glasovali. Žal smo spregledali sklic komisije, objavljen na spletni strani občine, saj smo vajeni tudi vabila. Zato več o tej tematiki v prihodnji oddaji. Na decembrski seji sveta smo dobili končno verzijo odloka o zbiranju komunalnih odpadkov, v katerem so med drugim natančneje opredeljene obveznosti izvajalca javne službe, to je v naši občini javno podjetje Voka Snaga, pa tudi pravice in obveznosti nas uporabnikov. Slednji smo lahko tudi kaznovani z denarno kaznijo od 150 do kar vrtoglavih 5000 evrov, odvisno kakšen je naš status in kateri del odloka kršimo. 200 evrov kazni je na primer predvideno, če bi v gospodinjstvu različne komunalne odpadke mešali med sabo ali jih odlagali poleg zabojnika. In v Snagi ugotavljajo prav slednje. Številne nepravilnosti v zvezi z odlaganjem odpadkov v zabojnike na zbiralnicah, predvsem skupinskih, in na eko-otokih. Tokrat več o slednjem. Skladno z odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Medvode so z eko-otokov umaknili zabojnike za embalažo, kajti vsi občani imamo na svojih zbirnih mestih, tudi skupinskih, lastni zabojnik za embalažo. Brez dodatnega plačila pa lahko naročimo tudi večjega ali dodatnega. Na eko-otokih se po novem zbira torej samo papir in steklo. Pa vendarle, kaj opaža izvajalec javne službe v zadnjih mesecih? Da se poleg zabojnikov na eko-otokih nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni center, oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz, da so plastične embalaže, papir in karton namesto v zabojnikih odloženi poleg njega in da se kopičijo vreče z odpadki, ki v zabojnike na eko-otoku ne spadajo. V Voki Snaga pa opozarjajo tudi na nekatere nepravilnosti, ki jih morda delamo tudi nevede. Nekaj primerov. V zabojnike za steklo ne sodi okensko in drugo ravno steklo ter neonske, halogenske in žarilne žarnice in svetlobne cevi. Te odnesemo v zbirni center. Ne v zabojnik za steklo, ampak med mešane komunalne odpadke pa sodi tudi avtomobilsko steklo, ogledala, porcelan in keramika, izdelki iz kristala in ekranskega stekla, pleksi in karbonsko steklo ter laboratorijsko in ognjevarno steklo. In še, stekleno embalažo vedno izpraznimo in ji odstranimo zamaške in pokrovčke, kovinske odložimo med embalažo, plutovinaste pa med mešane odpadke. Ne v zabojnike za papir, ampak med embalažo sodi kartonska votla embalaža tekočin ali tako imenovani tetrapaki, med preostale odpadke pa spada povoščeni in plastificirani papir, tapete in celofan, cigaretni zavojčki in živili pomazana ali prepojena papirna in kartonska embalaža. In še, kartonske škatle pred odlaganjem raztrgamo in zložimo, da zavzamejo čim manj prostora in z njih odstranimo lepilne trakove. V zabojniku za papir ni prostora niti za plastične folije, časovanje zavite revije. K tej temi se bomo še vračali. Zadnjič smo o večinoma spornih projektih družine Zavašnik poročali lansko leto poleti. Leto dni potem, ko so inšpekcijske službe poleg občinskega inšpektorja še državne inšpekcijske službe, gradbena, kmetijska in tržna spet morale stopiti skupaj. Težava? 6 mobilnih hišic postavljenih na črno pod imenom Village Lipa, postavljene na kmetijsko zemljo, del tudi na parkirišče, za katerega je kmetijska inšpekcija že leta nazaj zahtevala, da se povrnejo v prvotno stanje. Po letu in pol pa vse po starem, najprej pa kratka kronologija.
Decembra leta 2005 so bila pred vrati diskoteke Lipa do smrti poteptana 3 mlada dekleta. Sledilo je prelaganje krivde, da so krivi starši, ki pustijo mladoletne v nočne lokale, da so krivi mladi sami, ki so do smrti poteptali mlada dekleta, da so krivi varnostniki in policisti, ki niso pravočasno odreagirali, da so krivi zavašnikovi, ki so pustili mlade pred zaprtimi vrati diskoteke do 22. ure, da bi jim lahko potem zaračunali vstopnino, in še, da so krivi tisti, ki so dopustili, da se klubska dejavnost odvija v zgradbi, ki je bila zaradi dograjevanja črna gradnja z vprašljivim uporabnim dovoljenjem. Po tragediji so Zavašnikovi klubsko dejavnost poskušali oživeti ponovno čez 3 leta, pa ni uspelo, spomini so bili še preživi. Robert Tomaž Zavašnik je bil 4 leta po tragediji obsojen na 5 let zaporne kazni, vendar iz tega razloga ni sedel niti en dan, saj se je uspešno skrival na Hrvaškem. Junija 2014 je po 5 letih primer zastaral. Diskoteko Lipa so Zavašnikovi večkrat želeli obuditi, najbolj agresivno leta 2013 pod različnimi imeni. Klub Lipa, Artemida, Seven, Crescendo in pod različnimi podjetji oziroma zavodi. Podjetje Viratim, Zavod za glasbeno in plesno kulturo Nikoris, Zavod za promocijo v kulturi Zic, Zavod za posredništvo, založništvo in marketing v kulturi Elansa. Za vsemi pa je oziroma še vedno stoji mama Milena. Tržna inšpekcija je pisala globe, ona pa je spet in spet zahtevala sodno varstvo. Leta 2016 se je problematika nočnega kluba razširila še na kamp Lipa in obrazložitev Zavašnikovih, da lahko zato klub posluje v obratovalnem času kampa in da zato ne potrebuje prijave obratovalnega časa, niti soglasja občine za delovanje v nočnem času. Ponovno so na obrate spravili lokalno skupnost in vse možne inšpekcije. Slednji so jim morali delno pritrditi. Tržna inšpekcija pa je vendarle ugotovila, da v naravi kamp Lipa ni kamp, ampak zgolj šotorišče, kar pa ne zadošča za prejšnjo razlago. Zadnji večji projekt družine Zavašnik pa je iz leta 2019. Kamp je dejansko postal kamp. Postavili so 6 montažnih hišic pod imenom Village Lipa. Vse lepo in prav, če tega spet ne bi počeli brez gradbenega dovoljenja in na kmetijski zemlji. Del tudi na parkirišču, za katerega je kmetijska inšpekcija že leta nazaj zahtevala, da se povrnejo v prvotno stanje, in spet so dali inšpekcijske službe na obrate. Konec leta 2019 je gradbena inšpekcija med drugim odredila, da mora inšpekcijski zavezanec, kakorkoli že obračamo, je to družina Zavašnik, objekte, vključno z lokalom, odstraniti in vzpostaviti prejšnjo stanje. Na odločbo se je inšpekcijski zavezanec pritožil, kar je bilo glede na dosedanjo prakso pričakovano, potem pa še zahteval nadzor ministrstva nad inšpektoratom. Glede na to, da Village Lipa še vedno stoji, še več, v neposredni bližini so postavili še lokalček, smo v petek na inšpekcijske službe naslovili vprašanje, kaj je novega. Najprej smo v roku parih ur prejeli odgovor prav gradbene inšpekcije, češ da je bil na lokaciji prav dan pred tem, torej prejšnji četrtek, opravljen kontrolni ogled in da je bilo ugotovljeno, da zavezanec ni odstranil niti hišic, niti kovinskega objekta, kot je odrejeno z inšpekcijsko odločbo, in da se bo pričel izvršilni postopek z izdajo sklepa o dovolitvi izvršbe strani tretje osebe. Nato smo prejeli tudi odgovor kmetijskega inšpektorata, ki pojasnjuje, da je od julija lansko leto do danes že 2-krat ponovno ugotovil, da zavezanec tudi parkirišča, na delu katerega stojijo tudi objekti, še vedno ni povrnil v prvotno stanje. Zato je izdal še 2 sklepa o izvršbi in 2-krat izrekel denarno kazen v znesku 1000 evrov. Skupaj torej 13 sklepov o izvršbi z denarno prisilitvijo v skupnem znesku 12.500 evrov. Nov rok izvršitve je do zaključka meseca aprila 2021. In tržna inšpekcija, ta je bila, dokler je bila glavna inšpektorica Andrejka Grlić, namreč najbolj aktivna, sedaj pa se le še sklicuje na gradbeno inšpekcijo, ki da ugotavlja, da gre za nelegalno gradnjo brez gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja. Brez slednjega pa je prepovedano tudi opravljanje gospodarske dejavnosti.
Še opozorilo, če se nameravate podati na Šmarno goro čez Peske, ne prečkajte parkirišča družine Zavašnik, če niste tam parkirali in plačali parkirnino, oziroma parkirnino najbrž plačate turističnemu društvu Steza Šmarna gora, ki ima sedež na istem naslovu kot vsi prej omenjeni objekti družine Zavašnik. Zakaj ne? Ker boste prejeli nič kaj prijetno opozorilo enega izmed Zavašnikovih, ki radi s prstom pokažejo na občinsko parkirišče pod kmetijo Mis, češ da je črna gradnja. Ja, sledi še športni semafor in tedenska črna kronika. Na Topolu je voznica povozila divjad, policisti pa so oškodovanki izdali obvestilo o odstopu od ugleda. V Medvodah je prišlo do nesreče z materialno škodo, povzročitelju nesreče so na kraju dogodka izdali globo za storjeni prekršek. V Valburgi je nekdo vlomil v več tovornih vozil. Po zbranih obvestilih in zaključeni preiskavi bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. V Zbiljah je nekdo z vozila ukradel registrske tablice. Drzno tatvino so obravnavali v Medvodah in še vedno intenzivno zbirajo obvestila o dogodku. Javni red in mir pa je bil v preteklem tednu kršen dvakrat v Medvodah. Sprli sta se dve sosedi, nekdo pa je vpil na javnem kraju. Vsi kršitelji so prejeli globe. Da bo naša rubrika Kazniva dejanja kdaj tudi prazna, lahko poskrbite tudi občani, in sicer tako, da spremljate dogajanje okoli sebe in v vašem kraju in sumljive osebe ter avtomobile prijavite policiji. Pozivajo vas tudi, da se držite ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19. Policisti bodo zoper kršitelje ukrepov tudi dosledno ukrepali. V času šolskih počitnic in ob koncih tedna pa poteka poostren nadzor upoštevanja prometnih predpisov na območjih, kjer pričakujejo več ljudi, na primer na relaciji proti Katarini in v okolici športnega centra Bonovec. V tem obdobju policisti bodoče študente še posebej lepo vabijo, da razmislite o tem, če bi postali policisti. Več o njihovem delu in pogojih za pridobitev ustrezne izobrazbe dobite na spletni strani Slovenske policije in na njihovem YouTube kanalu. Seveda pa boste veliko informacij dobili tudi, če sledite Facebook strani Policijske uprave Ljubljana. Izkoristite lepo vreme in vse radosti oranžne faze, pa po pameti ob upoštevanju ukrepov, da se vendarle v doglednem času dokopljemo do rumene in zelene. Na snidenje.